Pozdravljeni. Naloga pred vami obravnava neposredno cenovno elastičnost povpraševanja in pravi: povpraševanje po gaziranih pijačah je podano z enačbo, K je 12 minus C, ponudba je podana z enačbo, K je 0,5 C. Izračunaj neposredno cenovno elastičnost povpraševanja v ravnotežju. Koeficient neposredne cenovne elastičnosti povpraševanja je definiran kot procentualna sprememba povpraševane količine deljeno s procentualna sprememba cene iste dobrine in dobimo formulo za izračun sprememba količine deljeno s spremembo cene krat cena deljeno s količino. Glede na to, da je v nalogi krivulja povpraševanja podana z enačbo in da je potrebno izračunati neposredno cenovno elastičnost povpraševanja v ravnotežju, bomo izračunali oziroma uporabili formulo za izračun točkovne elastičnosti. Zgornji obrazec bomo prilagodili in dobimo odvod krivulje povpraševanja, ki je zapisana kot količina v odvisnosti od cene, krat ceno deljeno s količino v ravnotežju. Odvod povpraševane količine po ceni je v konkretnem primeru -1, ravnotežje pa moramo še izračunati. In sicer bomo ravnotežje izračunali tako, da bomo izenačevali ponudbo s povpraševanjem. 12 minus C je 0,5 C, cena je 8, ravnotežna količina pa je 12 minus 8 in je 4. Vstavimo v enačbo 8 deljeno s 4 in dobimo koeficient neposredne cenovne elastičnosti povpraševanja -2. To pomeni, da če se poveča cena za 1 odstotek, se zmanjša povpraševana količina po gaziranih pijačah za 2 odstotka. Povpraševanje je elastično. Torej, odziv povpraševane količine na spremembo cene je relativno velik. Pod točko B moramo razložiti vpliv znižanja cene na prihodke od prodaje gaziranih pijač. Poglejmo si najprej grafično, kaj to pomeni. Pred vami je graf, ki ustreza podatkom iz zgornje naloge, vrisali bomo pa še spremembo cene, in sicer bomo naredili predpostavko, da ceno znižamo iz 8 na 6 denarnih enot. In če pogledate, se prihodki od prodaje zaradi znižanja cene povečajo. Dajmo to še poračunati. Če je cena 6, je povpraševana količina 12 minus 6 in je 6. Prihodki od prodaje so v tem primeru 6 krat 6 in so 36. V ravnotežju pa podjetje s prodajo zasluži 8 krat 4, torej 32 denarnih enot. Če je povpraševanje elastično, se torej ob znižanju cene količina poveča procentualno za več, kakor se je znižala cena, in to vodi v povečanje prihodkov od prodaje.